najprej bi rekel, da me veseli, da se je nekdo spomnil tudi o tem, tudi na to temo organizirati seminar, da začenjamo tudi o tem govoriti. Namreč nekako v modo je skoraj prišlo, da govorimo samo še o krizi družine in o tem, kako družina umira, kako je čedalje manj pomembna in tako naprej. Ampak za uvod v to moje razmišljanje, ker sem s časom zelo omejen, bi vam predstavil samo eno slikco. Glejte, ta je iz leta 1995, iz knjige Janeza Muska Ljubezen, družina in vrednote, s katero nam lepo predstavlja, kakšno vlogo ima družina. Veste se, mi, tudi tisti najmlajši, ste najbrž v šoli še poslušali tisto frazo, da je družina osnovna celica družbe, ki jo zdaj skušamo kar nekako izničiti. Ampak, glejte, do nedavna je bilo to pravzaprav samoumevno. In če je družina osnovna celica družbe, ni to samo fraza, ampak se v družini nekako na tem nekako določa, bi rekli, pravzaprav vse. Od naravnega obstoja, predvsem človeštva, ker gre za reprodukcijo, da uporabim to grdo besedo, do kulture in duhovnosti in do družbe kot take, kot civilizacije. In tu noter, v tej tretji kategoriji, v tej tretji puščici, smo pa na področju, o katerem želite razmišljati na tem seminarju. Torej gre za vprašanje delovne uspešnosti, učinkovitosti, poslovne uspešnosti in tako naprej. Glejte, še pred 15 leti je bilo to samoumevno. Danes je potrebno nekako odkrivati, ali to sploh kakšna zveza je, ali nobene zveze ni. Danes je postalo nekako bolj samoumevno to, da gledamo na družino kot na nek sociološki pojav. Mene najbolj prizadene zmeraj, ko slišim trditev, da je družina sociološki pojav, ki pač propada, ki se je izživel, ki je svoje v zgodovinskem razvoju opravil in tako naprej. Na tem področju, o katerem boste razmišljali, seveda pa razmišljamo, pa je prisotno predvsem gledanje družino kot na oviro na poti do poslovne, družbene, politične in ne vem še kakšne uspešnosti. Veliko raje gledamo na družino kot na oviro na tej poti, kot pa na družino tisto, ki naj to omogoča. No, ampak zdaj, če hočemo razumeti, poglejmo nekoliko v preteklost. Rekel sem, da je bila družina kot osnovna celica nekaj samoumevnega. Vendar so bili tudi v preteklosti zelo uspešni ljudje, pogosto ljudje, ki niso živeli nekega, bi rekel, tesnega, globokega, poglobljenega družinskega življenja. Najdemo jih med svetniki, najdemo jih med velikimi znanstveniki, najdemo jih med velikimi politiki, kulturniki, umetniki in tako naprej. Torej, glejte, ni fajn, da gledamo črno-belo. Ampak vendar se moramo zavedati, da ti ljudje, ki so bili izven družinskih okvirov ali ki so zanemarjali svoje družinske okvire, pa so dosegali neko izjemno uspešnost, učinkovitost na različnih področjih, da so bili izjeme. In ni dobro, da mi nekako iz izjem delamo pravilo. Na nobenem področju ni tako dobro in na tem še najmanj. Zato je morda dobro, da se poskušamo iz vloge družine na tem področju nekako poti do uspešnosti, kakršnekoli poslovne, politične, družbene, delovne, kakršnekoli, nekako, da poskušamo to vlogo, glede na to, da je najbolj zanimivo se pogovarjati o krizi družine, torej da poskušamo to vlogo redefinirati. In če jo hočemo redefinirati, se moramo vprašati, kaj je s to dilemo, kariera ali družina. Danes si jo pogosto postavljamo, danes je ta samoumevna, torej treba se jo odločiti, ali bom dal prednost družini, ali bom dal prednost karieri. Meni se zastavlja veliko vprašanje, ali je ta kariera
resnična ali je napihnjena, navidezna, pravzaprav lažna. Osebno sem prepričan, da je ta dilema ali kariera ali družina lažna, da je nekako sestavni del tega neke vrste, jaz bi rekel, kar napada na družino kot tako. Ampak, če hočemo razumeti to, potem se moramo vprašati, kaj je to uspešnost. Torej, najprej moramo odgovoriti na vprašanje, kaj je to uspešnost. In si takoj odgovoriti, da enoznačnega odgovora na to vprašanje, kaj je to uspešnost, ni. In če hočemo vendar si oblikovati neko držo, se moramo vrniti k tistemu, kar sem dejal na začetku. Torej, da je potrebno izjeme, skrajnosti nekako izločiti in razmišljati, se pogovarjati o tistem, kar je pomembno, kar je nekako določljivo, kar označuje nekje veliko večino ljudi. Ne samo neke izbrance, ne samo neke elite, ne samo neke izjeme. In zato se najprej povprašamo o tej uspešnosti. Kaj pomeni uspešnost? Lahko pomeni to samo neko kariero in zgodi se, da je družina ovira za kariero, če se posameznik želi v celoti posvetiti karieri. Ampak družina ni ovira samo v tem primeru, če se želi posameznik v celoti posvetiti karieri, družina je lahko ovira tudi v drugem primeru, kadar so družinski odnosi zelo konfliktni, nezdravi. In zdaj jaz kot psihoterapevt nekako pravim tako. Tisti prvi del, če se posameznik želi v celoti posvetiti karieri, je to stvar osebne izbire posameznika in se nanaša na tisti del nekih izjem, na tisti manjši del ljudi, ki opravijo to izbiro in zato recimo nas ne zanima, vsaj mene kot psihoterapeuta ne zanima. Če se je nekdo tako odločil, se je pač tako odločil. Veliko bolj me zanima ta drugi del, torej kaj je s tem, da je družina lahko ovira na poti do poslovne, delovne, poklicne, kakršnekoli uspešnosti. In torej, kaj je z nezdravimi odnosi, s konfliktnimi odnosi v družini. Torej, nekako že nakazujem zaključek teh mojih misli, torej, če hočemo govoriti o povezavi med učinkovitostjo, uspešnostjo pri delu, na delovnem področju, v poslovnem svetu, politiki, kulturi, kjerkoli, znanosti, kjerkoli, in družino, potem moramo imeti v ospredju zdravo družino in seveda tudi zdravo družbo. V zdravi družbi je družina podpora posameznikovi uspešnosti, ne pa ovira. Torej, oviranost uspešnosti strani družine je anomalija, je odklon od normale, je znak nečesa bolnega. In mislim, da bi morali to poudarjati. Če se nam kaže jo poti v obratni smeri, potem pomeni, da podpiramo bolezen družbe, bolezen sodobnega človeka, bolezen civilizacije pravzaprav. Družina podpira posameznika v njegovi uspešnosti na kar nekaj ciljih. Najprej je podpora posamezniku v njegovih ciljih, ambicijah. Boste rekli, kako naj to lahko utemeljim. Jaz se bom pomaknil zelo nizko navzdol, v obdobje izbire šolanja, v obdobje usmerjanja v poklic, v šolanje in tako naprej. Torej, brez
trdne, zdrave podpore v družini, tudi zdravega odnosa, odločanja, usmerjanja v neko šolanje, pridobivanje izobrazbe, usmerjanje k nekim ciljem in ambicijam pravzaprav ni. Ne? Je to zelo jasno. In kdorkoli na tem področju dela, mu je samoumevno, se o tem niti posebej ne razmišlja. Družina mora stati za otrokom, kadar pride na prelomnico iz tistega osnovnega šolanja in se odloča naprej za nadaljevanje šole, za poklic, še naprej, torej ko govorimo o poklicni izbiri, pa tudi še naprej pri poti na nekih konkretnih posameznih poteh. Družina je podpora tudi pri posameznih konkretnih nalogah. Veste, posameznik je osamljen, velikokrat je nemočen tudi pri razreševanju konkretnih vprašanj. No in se bom nekako zaustavil za hip samo pri vprašanjih, ki so zelo, tako bi rekel, banalna, zelo materialna, ampak pomembna. Torej, družina stoji mlademu človeku v ozadju, ali drugače bom postavil. Mlad človek, ki vstopa v življenje, je zagotovo lažje vstopa, če ima podporo svoje družine, če mu v ozadju stoji družina. Pa ne bo takrat, ko gre za iskanje službe, ko gre za iskanje stanovanja, ko gre za nabavo avtomobila, če hočete, ali karkoli naprej. Potem je vprašanje potrebe po varnosti, občutka varnosti, o katerem ne gre izgubljati časa, ker je to že tolikokrat utemeljeno in izpričano in dokazano, da je pravzaprav družina najpomembnejše področje, najpomembnejši steber, ki posamezniku, človeku zagotavlja potrebo po varnosti. In še nazadnje, družina je podpora, izjemno močna podpora posamezniku ob premagovanju stisk. Ne samo tistih, ki jih doživlja doma, tudi tistih stisk, ki jih doživlja izven družine, v delovnem okolju, na poti v svojo poslovno, politično, tako ali drugačno uspešnost in tako naprej. Torej, vidite, tudi to, ampak temu še malo, s tem bom tudi zaključil, tudi to, da imamo danes tako enormen porast potreb po psihoterapevtskih oblikah pomoči, svetovalnih in tako naprej, tudi to je odraz, da se nekaj narobe, hudo narobe dogaja z družino, ker veliko tega, kar danes počnemo v teh raznih svetovalnicah in vse povsod, je še do davi, ne do včeraj, ampak še do davi opravljala družina. Vendar predpogoj za to, da je družina posameznikovo opori, in tako naj bi bilo, je skrb za zdrave medosebne odnose v družini. Torej, mislim, da tu v Evropi nasploh velja za celo Evropo, sem pa prepričan, ker evropski prostor, kolikor toliko poznam, da za vsako celo želimo Slovenci pri tem nekako voditi zastavo, nekako prednjačiti, biti najbolj moderni, torej v tej moderni drži namesto, da bi ob pojavih, ki jih zaznavamo na področju družine, nekako začela svetiti rdeča luč in da bi se družba, da bi se države intenzivno usmerile v izvajanje, v pripravo ukrepov pomoči tej družini, da se družino ponovno okrepi, bolj okrepi, da se ji da večjo moč. Počenjamo zelo radi obratno, torej kot sem že dejal, trdimo, da je družina preživela in da propada. Ko govorimo o zdravih odnosih v družinih, gre za cel splet odnosov, nimam časa, da bi več govoril, malo kontroliram čas, torej partnerski, vzgojni, odnosi s člani razširjene družine, na to posebej izrecno pozabljamo. Družina ni samo tista nuklearna družina starš-otrok. To smo si izmislili v zadnjega pol stoletja. Do
Pred 40-50 leti je pojem družine bil veliko širši in so v družino kot tako sodili tudi drugi, stari starši, pa še kaki strici, tete in tako naprej. In posebej, kadar govorimo o varnosti, je potrebno imeti v ospredju to razširjeno družino. To je tisti temeljni družbeni pojem družine. Družina kot starš, skupnost, starš, otrok je pravniški pojem, ki so si ga pravniki izmislili v drugi polovici 20. stoletja. Počasi se bomo morali tega zavedati. Potem so to odnosi s širšim socialnim okoljem in vidite, tu smo zdaj že tudi tu. Ne, prijatelji, pa tudi služba in tako naprej. Jaz bom zdaj tole malo preskočil, ker se mi čas izteka in bom samo zaključil tole moje razmišljanje z mislijo, ki jo je zapisala znana psihoterapeutka, nemška sodobna Elizabeth Lucas. Torej, lejte, tako pomenljiva misel, ki jo je ona zapisala, ne da bi jo izrekla nekje nepremišljeno na nekem predavanju, ampak zapisala jo je v svoji knjigi, ki jo imamo prevedeno tudi v slovenščino, vsaj 3/4, ni rekla vsaj 1/4, ampak vsaj 3/4 psihologov, psihoterapeutov in morda tudi še kakih drugih strokovnjakov bi bilo preveč nepotrebnih, če bi se družine zopet naučile držati skupaj, torej če bi mi posvetili več pozornosti družine, če bi se bolj potrudili, da damo družini njen pravi pomen. Torej, družina je, kakorkoli obračamo, karkoli hočejo modernisti nekako in individualisti trditi nasprotno, družina je in ostaja najpomembnejši prostor, ki posamezniku zagotavlja varnost in rast, tudi delovno. In zato zaključim z mislijo, torej družina je zame tako zelo pomembna, da je družina pravzaprav tista, ki odloča, kaj bo z našo zahodno civilizacijo. Če bomo ohranili družino, bomo ohranili našo civilizacijo. Če bomo dopustili, da družina zares propade, bosta propadli skupaj, z roko v roki istočasno družina in civilizacija. Naša zahodna, človeštvo ne, saj druge civilizacije so v rasti na svetu, saj naša evropocentričnost bi bilo počasi zrelo, da jo opustimo. Če evropska civilizacija propade, človeštvo še ne bo propadlo, pa tudi kultura na svetu ne, samo naša evropska bo na družini ali obstala ali propadla. Hvala lepa.